Se slišimo? Evo se. Jaz bi začela takole z enim razmišljanjem, da z razvojem družbe skozi zgodovino se seveda spreminja tudi odnos do okolja. Ne samo to, življenje postaja vedno čedalje bolj pomembna vrednota, pa ne samo dolžina življenja, temveč kako to življenje tudi živimo. Pomeni, ni nam važno samo več telesno zdravje, temveč tudi vse bolj v ospredje postavljamo tudi psihološko in pa socialno blagostanje. In tudi to je zgodba trajnosti. Seveda pa ti spremenjeni pogledi zahtevajo drugačno sistemsko ureditev in o trajnosti govorimo o 3 vidikih, torej o okolju. Jaz ne bom uporabljala besede o družbi, temveč bom to kar spremenila o ljudeh in pa o samih sistemih. Kar pa pomeni, da je trajnost pravzaprav celovita, kompleksna, interdisciplinarna in zahteva tudi za dobro implementacijo v delodajalske organizacije oziroma gospodarske družbe spremembo organiziranosti, načina delovanja, kadrovskih praks in tudi kreiranja novih, drugačnih delovnih mest. Prepričana sem, da bomo že kmalu poleg finančnih menedžerjev, kadrovskih menedžerjev in drugih menedžerjev govorili in zaposlovali za polni delovni čas trajnostne menedžerje. In trajnostni menedžer je tudi naslov današnje okrogle mize, o katerih in o tej temi bomo spregovorili z mojimi sogovorniki, ki bodo z nami delili v bistvu svoja osebna razmišljanja, svojo vlogo in tudi pogled, kako se tega lotevajo v svojih podjetjih. Miha, bi začela z vami, torej in BTC-jem. Pri vas imate 550 zaposlenih, od tega približno 400 iz logistike. Z trajnostjo se ukvarjate pravzaprav že 20 let. Ves čas je prisotna tudi seveda podpora vodstva in eden od načinov, da pripeljemo trajnost dejansko do dejanske implementacije, je tudi to, da jo postavimo na organizacijski zemljevid. Se pravi v organigram posamezne družbe in tudi z jasno opredelitvijo odgovornosti za to področje. Pa me zanima, kako imate pri vas področje trajnosti urejeno in kakšna je vaša osebna vloga pri tem? Ja, lepo pozdrav v mojem imenu. Res je, kakor si že sama omenila, s trajnostjo se ukvarjamo že več kot 20 let. Podpora vodstva je ključna, še bolj ključna pa podpora lastnikov, da to razumejo. Ravno zaradi tega smo tudi lahko pred 20 leti, kad se s trajnostjo večina ljudi niti ni srečala, kaj šele, da bi se s tem ukvarjala, smo lahko mi začeli tiste majhne korake delati v smeri trajnostnega razvoja oziroma trajnosti, tako da je bil to v bistvu naš prvi pospešek v to smer. Organizirano znotraj družbe, ravno zaradi tega tudi pri nas je moglo miniti kar nekaj let, da smo pol tudi trajnostni razvoj dali kot eno od ključnih strategij družbe BTC, ko bi rekel, strategij razvoja družbe BTC. Tako da to je že zadnjih dobrih 10 let je v bistvu ena od ključnih strategij. Tako da tudi to je en pomemben korak naprej. Ravno zaradi tega smo tudi leta 2012 znotraj družbe formirali v bistvu sektor za trajnostni razvoj, takrat smo ga poimenovali Misija zeleno, ki je v bistvu imel primarni namen, da povezuje vse zgodbe, ki so se, ali pa projekte in aktivnosti, ki so se na področju trajnosti, ko bi rekel, realizirale v zadnjih letih, a pa v zadnjem letu, da se jih na smiseln način tudi skomunicira. Tako kot smo danes že večkrat slišali, je zelo pomembno, da se to komunicira, dela nek ta awareness, ozavešča ljudi. Po drugi strani mi imamo tukaj zelo velik vpliv na obiskovalce, saj jih je zelo veliko v BTC Cityju vsakodnevno, in po drugi strani velik vpliv pa veliko partnerjev na dosegu rok, s katerimi lahko tudi to zgodbo nadaljujemo. In smo tudi na njih začeli nekako na subtilen način pritiskati, da trajnost je pa tista, ki je pač pomembna. Predvsem nam, pa verjamemo, da bi mogla biti pomembna tudi vsem ostalim. Tako da smo tudi takrat začeli z trajnostnimi poročili,
da smo jih pol pošiljali partnerjem z nekim nagovorom, da smo jim pač nekako razložili, zakaj smo jim to sploh poslali, pa da v bistvu brez njih mi tudi teh rezultatov, ki so bili not doseženi ali pa da smo jih dosegali, brez njih tega tudi ne bi dosegali. Tako da Koliko zaposlenih pa se pri vas ukvarja s tem oziroma kakšne so njihove vloge? v bistvu, kot sem že omenil, imamo sektor za trajnostni razvoj, imamo vodjo za trajnostni razvoj oziroma vodjo sektorja. V tem sektorju je v bistvu še dodatna samo ena oseba. Jaz sem pač seveda direktno odgovoren za delovanje tega sektorja, seveda, da pol tudi znotraj družbe, da se povezujemo, ampak jaz mislim, da ni poanta, koliko ljudi je v enem sektorju, ampak kakšen vpliv imajo na ostale sektorje. Bom rekel medsektorsko sodelovanje, povezovanje. Dostikrat sem jaz bil na začetku, ko sem prišel v družbo, jaz sem zdaj 12 let v BTC-ju, sem bil jaz ti zeleni agent, če temu tako rečem. Zdaj se pa mi želimo, če sem jaz zeleni menedžer ali pa trajnostni menedžer, da je agentov čim več. Pa se čutite že ta prehod iz zelenega menedžerja v trajnostnega menedžerja oziroma kdaj vi menite, da bo trajnostni menedžer postal poklic in odgovornost za polni delovni čas? Ja, mislim, da se bo to zgodilo zelo hitro. Tudi dobra asociacija je, ko smo se z digitalizacijo začeli soočati, pa eni so se mogli bolj soočati, eni malo manj, smo mogli kreirati digitalne pa menedžerje za področje digitalizacije. Ker to mora biti neka oseba, ki razume poslanstvo, razume, kje so prioritetne naloge, usmeritve, kje cilje smo si zadali, razume, kako to skoordinirati medsektorsko z ljudmi, ker samo na ta način bojo oni tudi neki trajnostni agenti. Zakaj govorimo mi zeleni agenti, kot je bila misija zeleno, je bilo ravno zaradi tega zeleno, ker trajnost noben ni razumel. In smo pa zelo malo, ko bi rekel, marketinško, komunikacijsko tako malo zapakirali to v neko bolj mehko zgodbo, ker na koncu ljudi moraš dobiti na svojo stran, da si delimo skupne vrednote in posledično dosežemo skupne cilje, ki si jih zastavimo. Pa če dosežeš cilje, pa rezultat tudi ne izostane. Sigurno je prvi korak, da že trajnostni menedžer razume in veruje v trajnost samo. Tina, bi z vami nadaljevala, torej vi ste vodja korporativnega komuniciranja v podjetju Lidl in hkrati v tej vlogi vodite koordinacijo trajnostnega razvoja. Jaz sem pogledala Ano, pa sem se nasmehnila, komunikatorji pa trajnost, pa tako naprej imamo mi večne debate. Ja, včasih pač pade med naloge, in se začne nekje valiti ena manjša snežna kepica, ki potem nastane res nekaj velikega iz tega. Tukaj se najprej navežemo v bistvu na misijo zeleno. Mi smo pač to zapakirali pod Ustvarimo boljši svet, kjer je prav tako neka taka čustveni nagovor, ker mislim, da čisto vsi želimo živeti v boljšem svetu, je potem dejansko ljudi lažje onboardaš z nekim čustvenim nagovorom, kot pa zgolj z številkami, čeprav so izredno pomembne. Pravzaprav ključne, ampak seveda na koncu vse skupaj mora biti zapakirano tako, da rečeš, ok, to je za prihodnost mene in mojih otrok in mojih vnukov. Se opravičujem, sem te prekinila. Ne, ni težave. Ko smo se pogovarjali preko Teamsov, v bistvu si omenjala poseben CCR tim, ki ste ga ustanovili v Lidlu že leta nazaj, pa če lahko malo več o tem poveš. Ja, pri nas še zmeraj zadeva imenuje CSR, pač internacionalno tega nikoli nismo prevedli, pač se pravi Corporate Social Responsibility, je pa seveda to vse skupaj že zelo, zelo dolgo sustainability. Pri nas je vse skupaj zelo zanimivo organizirano, ker smo del mednarodne mreže in se pravi tako na internacionalni ravni zadeve morajo potekati, biti usklajene, imeti nek okvir. Freedom within the framework je približno nekje naše življenje, tudi kar se CSR-ja oziroma trajnosti tiče. Je pa tudi znotraj Lidla Slovenija kot takega organiziran en poseben tim, kjer pravzaprav razen ene sodelavke, ki skrbi za koordinacijo in poročanje sustainability-ja in se tudi ukvarja z trajnostnim poročilom vsake 2 leti, se pravzaprav nihče od nas ne ukvarja 100% samo s trajnostjo. Jaz sem pač vodja korporativnega komuniciranja, moja sodelavka, ki je danes z mano, je del pač komunikatorskega tima in skrati skrbi za komunikacijo ravno trajnostnih vsebin.
Potem imamo enega človeka, ki je res dedicated, pardon, izrazu angleščine, zadolžen za trajnost v nabavi, se pravi tisto, kar je naš core business, kar je naša jedrna poslovna v bistvu funkcija. In se ukvarja s tem, da so naši izdelki trajnostni, da se povezuje z dobavitelji, da se vzpostavljajo standardi, manj plastike, certificirane surovine, brez palminega olja in podobno. Oziroma certificirano trajno olje, da ne bom palmino olje, da ne bom kaj narobe rekla. Potem pa seveda imamo še druge oddelke, ki so zelo pomembni. To je logistika, waste management, energy management, gradnje kot take, se pravi naše lokacije, trgovine, skladišče in podobno. Se pravi, tega je še zelo veliko in to vsi, ki so v tem timu, mislim, da nas je vse skupaj, popravi me, 18, hvala Aleksandra, vsi skupaj skrbimo za to, da je na koncu tisto trajnostno poročilo tistih 400 KPI-jev, ki jih spremljamo z kazalniki. 400. Ja, pa ni naključje zakaj. Zaradi tega, ker se mi zelo resno lotevamo materiality procesa in če prideš ti po nekih raznih anketah in raziskovanju deležniških mnenj in podobno do tega, da želijo tvoji deležniki, da poročaš o X temi, ti moraš imeti KPI-je, ki to X temo pač podpirajo, da lahko ti o njej v PGR smernicah In poročaš. pa gre za stalen tim, ki se redno sestaja? Ja, testajamo se enkrat na mesec, relativno redno, se menjavajo seveda tako, kot se pač tudi pri nas zgodi, recimo prehod v neko drugo področje dela in podobno, potem dobimo novega, ga onboardamo in seveda nadaljujemo z delom. Glede na to, da imate že pač različne oziroma večletne izkušnje in ste šli skozi različne organizacijske faze in izzive, kaj bi priporočila recimo enemu podjetju, ko se na novo tega loteva, kako se lotiti naslavljanja trajnosti z vidika sodelovanja ali pa odgovornosti? Jaz mislim, da bodo to vsi potrdili. Pogledaš najprej svoje osnovne funkcije. Se pravi, kje ti narediš, kaj je tvoj osnovni biznis, kje ti narediš največ učinka, pozitivnega ali negativnega na okolje, ljudi, prostor, skupnost, lokalno, kakorkoli, in potem se tam lotiš raziskovanja. Jaz mislim, da bodo to tudi potrdili drugi. Super, hvala. Bi nadaljevali imamo dva Aleša, bi nadaljevali Aleš s tabo, z Alešem Miheličem iz Gorenja oziroma Hisense Europe. Zdaj, vi se tudi lotevate trajnosti v bistvu timsko in ne še v bistvu funkcijsko, v smislu, da bi imeli prav zaposlenega trajnostnega menedžerja sam za to. Že vrsto let ste zelo uspešni na okoljskem vidiku trajnosti, kot smo pa slišali v najinem predhodnem pogovoru, se lotevate sedaj tudi ostalih vidikov in imate tudi določena specializirana delovna mesta, v pripravi je trajnostna strategija. Če lahko malo pojasnite, kako se torej v Hisense Europa lotevate področja trajnosti skozi ne samo z vidika reciklaže ali pa kakšen vtis vi puščate na okolje, temveč skozi tudi nabavno verigo ali pa do zaposlenih. Hvala za izhodišča. Na začetku mogoče moram prvo povedati, da tako kot je bilo prej rečeno, smo se tudi mi začeli usmerjati tisto, kar je bilo naše core, to je bila proizvodnja. In tako je bilo Gorenje eno prvih v Sloveniji, ko je dejansko k EMAS pristopilo. Že leta 2000, takrat smo imeli tudi trajnostnega menedžerja, ko smo pač smo rekli za okolje in to vsako leto se trudimo skratka okoljski vtis zmanjšati. Hkrati pa s tem tudi znanje raste in potem znotraj tega smo odkrili, da ni samo tisto, kar mi delamo dejansko znotraj podjetja, to, da imamo čistilno napravo, recikliramo praktično vse odpadke in tako naprej, ampak da naši aparati, ko jih delamo, dejansko tudi precej vplivajo na okolje. In tukaj se je izkazalo, naprimer zdaj, ko se LCA analize delajo, da naprimer pri enem pralnem stroju 80% ali pa skoraj 90% okoljskega vtisa narediš samim delovanjem za samo uporabo. In ta fokus je dejansko iz same te proizvodnosti se zdaj seli, kjer lahko še kaj naredimo in precej delamo dejansko zdaj na te, bom rekel, na uporabniški strani. In tukaj je zanimivo, lahko povem primer, da vsi poznate, da so nove energetske nalepke prišle za pralne stroje. Cilji so bili postavljeni tako visok, da je Evropska komisija in poslanci so mislili, da jih ne bomo še 10 let dosegli,
imamo pa zdaj že polovica proizvajalcev, več kot pol naših aparatov v A razredu, najvišjem aparatu, najvišjem energetskem redu. Tako da dejansko je to precej velika motivacija za spreminjanje. In poleg tega smo pa pol pogledali, kaj pa lahko še naredimo, ker če svoj pralni stroj doma pogledate, ugotovite, da je tak 90% časa stoji. In kako zdaj dejansko drugač biznis delati. Vidimo, da storitveni poslovni modeli so tisti, ko rastejo. In tukaj smo tudi, moram reči, bili pravočasni za to idejo, tako da smo dobili eden največjih evropskih projektov na temo storitvenih krožnih poslovnih modelov, kjer smo dejansko to lahko preučili in zdaj lahko povem, da imamo že 4 demonstratorje v 4 evropskih državah, kjer dejansko krožne poslovne modele s poudarkom na izrazito podaljšani trajnosti aparatov, energijske učinkovitosti in tako naprej. Skratka, ki bodo omogočili to, da bomo mi nekaj zaslužili od te trajnosti, ne samo okolje, ampak tudi podjetje. Na drugi strani pa, da bo tudi stranke imele korist od tega, da se jim bo to splačalo. Zato, ker smo prepričani, da samo, če je win-win, je potem nekaj to, kar ta snowball, v kateri smo rekli, raste. Aleš, kaj pa organizacijsko v smislu, kdo je del tega trajnostnega tima pri pripravi strategije? Kako pogosto se lotevate, omenili ste tudi neke delavnice za zaposlene o ozaveščanju? Jaz bi se kar kolega iz Karlsberga pridružil, ko sem gruntal, kako mi imamo načelno izvršnega podpredsednika uprave, je odgovoren za to, zdaj tudi pogleda naprimer tudi na nivoju Hisense grupe, torej na Kitajskem, je na prvih prioritet ta sustainability, trajnost in tako naprej, ampak po drugi strani pa potem, ko sem tisto predavanje razmišljal, pa videl in razmišljal zraven, pa ugotovil, da dejansko so ljudje, ki vplivajo na trajnost, praktično vsi zaposleni. Z svojim odnosom do dela, odnosom do proizvodov, ne nazadnje se vsi trudijo delati aparate, ki bodo boljše delali, dlje časa delali, manj energije porabili, vse to, o čemer se trudimo. Tako da tudi zdaj pri pripravi te sustainability strategije dejansko so vključeni vsi od razvoja proizvodne, logistike, tudi marketing, prodaja, vse imamo. Preko delavnic. Preko delavnic, ki jih kolegica organizira, ravno zaradi tega, da bomo različne inpute noter dobili in tam je tudi mogoče zanimivo, da se pogovarjamo o takih zadevah, naprimer kako to, da živimo to, ne? In če pogledamo zdaj tudi en korak, z letošnjim letom je Gorenje precej zmanjšalo število kamionov na cestah, tako da imamo zdaj dejansko neposredno linijo iz Trsta vlak v Gorenje, ki pripeljejo, ne vem, enkrat na teden celo kompozicijo vlakov, poseben kontejnerski terminal smo si naredili v Gorenju ravno zaradi tega, da se ta okoljski vtis znižuje. Kaj pa podpora vodstva? Vemo, da imate kitajske lastnike, a so tu kakšne kulturne razlike v smislu, ne, dostikrat slišimo, trajnost je zdaj pospešek Evropske komisije trenutne, pa najbrž to ne drži, a ne? Tukaj bi se tudi lahko, tako kot je kolega iz Merska rekel, na Kitajskem, če pogledamo našo spletno stran, imamo vsak teden nove novice na področju trajnosti in ta zadnja novica, ko je ravno v teh ciljih, kjer si je dejansko Hisense kot korporacija zadala cilj, da bi imeli radi vso proizvodno do leta 2030 zero emission, da se postavijo kot svetilnik, tako na Kitajskem kot globalno svoje proizvodne in naprimer tudi zelo ponosno poudarjajo, da zdaj v zadnjem času so 4 naprimer tovarne na Kitajskem, ki so že zero emission postavile. Tako da mislim, da je to globalni problem. Za globalno zgodbo, ne pa evropsko. Hvala. Se bomo zdaj preselili še k drugemu Alešu. Aleš, midva sva pa govorila včeraj, prihajaš iz M-Sore. Pri vas prav tako še nimate trajnostnega menedžerja za polni delovni čas, ste pa oblikovali torej strateško aktivnost okolje, družba in upravljanje, ne eno od 50, ampak eno od 9 ključnih strateških aktivnosti, ki jo tudi sam vodiš. Zase celo praviš, da si ESG vernik, pa nam
podeli z nami, kaj to pomeni in kakšne cilje ste si v M-Sori zastavili na tem področju, kdaj jih boste realizirali? Da sem ESG vernik, ali kaj drugega moram razložiti? Ali Ne, oboje? cilje, strateško aktivnost, okolje, družba in upravljanje. Kakšne cilje ste si v okviru te strateške aktivnosti postavili in kdaj jih boste realizirali? Kdaj boste dobili funkcijo trajnostnega menedžerja za polni delovni čas, na primer? Ja, razumem. Ne, sem se malo pohecal. Stvar je v tem, mi imamo trajnostno strategijo o tem, kar je bila debata že prej, dopoldan, že od leta 2017. Mi smo bili eno izmed tistih prvih pilotnih podjetij, ki smo šli v prenovo trajnostne strategije, takrat je razpisal Spirit imel ta projekt. Zdaj dejansko ta trajnostna strategija je bila prva strategija M-Sore. Zdaj jaz tule sedim s klobukom tistega dela M-Sore, ki vi najbolj poznate, to so lesena okna. M-Sora drugače je precej večje podjetje, teda govorim o mizarstvu, o tem delu. In ta strategija je imela ene delčke trajnosti noter, ni pa imela niti približno KPI-jev pa trajnostnih kazalnikov. Letos smo pa naredili kar precejšen shift v tej trajnosti, strateške aktivnosti smo skrčili, jih zreducirali, na 9 smo prišli in ena izmed teh je tudi ta okolje, družba in upravljanje. Mi smo, da sploh smo vedeli pa zmerili, kje smo. Zato smo šli v Green Star certifikat, v pridobivanje. Pa tako sem že povedal, ne, tudi Ani, pa rad povem, ne zaradi certifikata samega, ne, da bi si ga zdaj nabili na zid, pa se tam kitli, ja, kaj smo mi fejst, ne. Ampak zaradi metodologije v ozadju, ker tega znanja v firmi nimamo, na kak način zmeriti trajnost. No, zdaj pa heca, ne. M-Sora je precej poznana, ker se od leta 2013 naprej precej ukvarjamo z razvojem trajnostnih produktov, uporabo odsluženega lesa, nekih krožnih produktov, krožnih poslovnih modelov, bla, 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 dobili smo precej nagrad, v Zeitungih smo bili in večina ljudi si predstavlja M-Sora, da to je pa res trajnostno podjetje in tudi mi smo to verjeli. In še vedno verjamemo, da ne boste narobe razumeli. Mi imamo zelo trajnostno mentaliteto, brez heca. Tudi to je ocena governance pokazala. Ampak, pol pa mi zmerimo trajnost, Green Star in kaj se zgodi, a ne, mislim, tako po naši mentaliteti pričakuješ, da bomo dobili 2 zvezdici, ja, recimo 3, a ne, mi dobimo 1. Mi smo, se pravi, 1 zvezdica pomeni pogumni začetnik. In ja, mislim, Že desetletja pa. ja, kdo bi padel, a ne na tla, pa padel v joka, ne, šmenta, ne, super. Zdaj smo prvič zmerili, kje smo in točno vemo, kam iti. Pa če se osredotočila na cilje, ja. Glih smo potrdili prejšnji teden, leta 2025 bomo imeli 4 zvezdice. Kaj pa to vsebinsko omeni? Bravo. Vsebinsko se bo pa to postavljalo KPI za tiste stvari, kjer smo najbolj šibki, pa veliko se bomo zdaj pogovarjali, pa učili tudi od Cera, pa od drugih podjetij, ki so tu, na kak način KPI postaviti. Ja, to trajnostni menedžer smo ga pa zapisali v sistematizacijo za leto 2025. Čestitam. Pa ga imamo. Aleš, omenjal si tudi, da sam vidiš kot največji izziv pri implementaciji trajnosti, torej na eni strani bojazen, to smo skupaj govorili, da ne bi dobili neke trajnostne policaje in se utapljali v administriranju in poročanju, na drugi strani pa da največji izziv v bistvu mindset ljudi, mišljenje ljudi, kjer je zelo bistvena pač komunikacija, tako interna in eksterna. Če mogoče lahko še kakšen stavek ali pa 2 na to temo poveš. Se mislim, da se vas večina zaveda, ne, da najtežje spreminjati razmišljanje pa neke ustaljene prakse delovanja. Bom probal malo bolj plastično prikazati. A lahko dvignete vsi tisti, ki ste v zadnjih 2 letih peljali vaš avtomehaniku na popravilo? Pa prosim za veliki iskrenosti, pa kar visoko dvignite roke. Kdo je peljal? Čudovito, večina, vse to je normalno. To še ni najtežje vprašanje. Koga se je peljalo avto na popravilo na nepooblaščen servis, se pravi enemu avtomehaniku v vasi ali pa tam nekje, lahko dvignete roke.
Spet rabim iskrenost, zato ker mislim, drugače sem pa presenečen. Okay. In zdaj tretji Sami menedžeri pa specialisti za trajnost se zavedajo. Očitno to ni ta prava klientela. In zdaj zadnje vprašanje. Koga vas je plačalo za popravilo brez računa? Se pravi, da niste davka plačali. Ok, zdaj ene par rok sem videl. No. A vidite, to je prepričevati, ne? To je mindset. Zakaj bom jaz pelal, mislim, avtomehaniku bom pelal, pa pismo, popravilo je 300 evrov, zakaj bi mogel 360 dati? Pa dajma se zmeniti brez računa, ne? Ampak ni fore, a ne? Davki morajo krožiti, a ne? Pasiva ekonomija pa vse to, no to je trajnost. To je spreminjanje mindseta. O spreminjanju načina mišljenja ljudi. In zdaj, ko smo ravno pri ljudeh, v bistvu moje zadnje vprašanje, glede na to, da smo časovno zelo omejeni, čeprav jaz bi z vami lahko razpravljala še kakšno uro ali dve, bi se fokusirala, glede na to, da sem sama psihologinja, na ta segment ljudi oziroma družbe. Torej, z varovanjem in ohranjanjem okolja se gospodarske družbe ukvarjate že dlje časa. Regulativa je pravzaprav dobila en ekstremen pospešek in upravljanje v letošnjem letu in temu bo sledilo. Del trajnosti je tudi zagotavljati spoštljivo in smiselno delo za ljudi. Važno je, kako gospodarske družbe v bistvu vplivamo na to, kako se ljudje dejansko počutijo. Torej, ne samo, da živijo dlje, temveč tudi, da živijo boljše. Torej, tukaj posegamo na kadrovsko in psihološko področje, torej na področje tudi zdravja in well-beinga ljudi. Delo je pomembna struktura časa, ki lahko vpliva na to, a so ljudje izčrpani, apatični, utrujeni, depresivni v zadnjem življenjskem obdobju, ali pa vpliva na to, da se čutijo, da imajo zadovoljno življenje in pač izpolnjujejo pri tem svoj potencial. Zdaj, kako vi osebno na to gledate? Torej, kako ta segment, ker ljudi ne pomeni samo ozaveščati ljudi v odnosu do okolja in razumevanje varovanja okolja, temveč v odnosu do njih samih, razumevanje sebe, svojega zdravega načina življenja in tako naprej. Torej, kako vi osebno na to gledate in pa ali lahko morda z trajnostjo, z tem segmentom, povezujemo tudi nekatere nove sodobne kadrovske prakse ali pa prijeme, kot je recimo, ne vem, hibridno delo z omogočanjem delnega dela na domu ali pa 4-dnevni delovni teden, ki bi omogočal 3-dnevni psihološki odklop. Kdorkoli od vas. Vabljeni k besedi. Ja. Mikrofone. Bom jaz začela. No, ena zadeva, lažje je govoriti o okolju kot o ljudeh. Sigurno. Ena zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, je morda, da izpostavim, da seveda trgovci smo branža, ki ni enostavna. To se moramo zavedati in tega nihče ne zanika. Je pa pomembno od tega, kako se tega lotevaš tudi na trajnostni način. Trajnost pri nas ne vsebuje samo okoljskih vidikov. Zato sem tudi rekla 400 KPI-jev. Kar velik delež teh KPI-jev je vezan tudi na zaposlene, je vezan na ekipe, je vezan na njihov well-being. Pa tu ne govorimo samo o anketah zavzetosti in mi temu rečemo utrip in podobno, govorim dejansko o KPI-jih, ki so izmerljivi kadarkoli in tudi se poročajo vsako leto, tako internacionalno, kot tudi v trajnostnem poročilu. Jaz mislim, da je zelo pomembno ravno to, da podjetja vemo, se zavedamo, da zaposleni spadajo v segment trajnosti in jih je treba nagovarjati ne zato, ker nam to pač zahteva od nas regulativa, zaradi tega, ker je to fajn, ker to se dobro sliši, ker je well-being, tak lušten buzzword, ki se mi zdi zadnje čase kar veliko prisoten, ampak gre za to, da je potrebno v bistvu graditi kulturo v podjetju na trajnostni način skozi njihovo, po eni strani, naravo dela. Smo podjetje, ki ima v bistvu 3, bom rekla, segmente dela, se pravi, imamo prodajalne oziroma trgovine, imamo skladišče, kjer je življenje že spet, oziroma delo spet nekoliko drugačno in poteka v neki drugačni dinamiki. In imamo seveda upravo, ker nas tudi ni malo, ker nas je tudi tam cirka skoraj 300. V upravi imamo možnost dela od doma, tudi 5 dni na teden, če to omogoča delo, oziroma če se tako dogovoriš z vodjem. V trgovinah imamo krajši delovnik, uvedli smo tako imenovano Lidlovo 36, ko za obstoječe ekipe tako v skladišču kot v
trgovinah, kar pomeni dejansko, da so zaposleni za polni delovni čas na svojem delovnem mestu prodajalec, skladiščnik, viričelist za 36 ur na teden. Se pravi, še zmeraj uživajo oziroma imajo vse koristi polnega delovnega časa, to pač omogoča v tem trenutku slovenska zakonodaja. Imamo pa tudi tako imenovani odklop, kar je pa 1 do 3 mesece sicer neplačanega dopusta z vsemi socialnimi prispevki in podobno plačanimi, ki ga pa zanimivo koristi tudi kar nekaj zaposlenih oziroma sodelavk in sodelavcev, ki niso ravno iz, kakor bi kdo rekel, iz menedžerskih vod ali pa iz uprave, ampak je kar nekaj tudi recimo, enkrat sem slišala zgodbene prodajalke, rekla, zdaj pa grem na odklop, ker je moj sin končal osnovno šolo in bomo imeli odklop preko počitnic in bomo 3 mesece skupaj potovali po bivši Jugoslaviji in pa gre on v srednjo šolo. In se mi zdi tako full the best. Ne? Ali pa Mnogokrat recimo dobimo izkoristijo vprašanje- za zaposlene in tako mislim za izobraževanje in tako naprej. Ne? Tako da se mi zdi to zelo pomembno in da se vedno na naravo dela prilagajajo ukrepi, ki so potem seveda trajnostni in vplivajo na kazalnike, ki jih pač spremljaš. Super, hvala. Da bom še jaz povedal, pa nas mislim, da v Gorenju je že tudi zelo daleč od tega smo, da bi ljudje bili delovna sila, ko bi jo izkoriščali, ampak je to pa predvsem en pomemben vir, s katerega se upravlja in katerega se poskuša imeti čim boljši formi, zato da lahko dobre rezultate da. In to dobra forma pa pomeni, da dejansko, če pogledamo, imajo zaposleni možnost izobraževanja, prehrane, horizontalno, vertikalno, da dejansko imamo 360 stopinjska ocenjevanja zelo skoraj do delavcev dol, kar pomeni, da vidiš, kje bi se še lahko izboljšal in tam, ko bi se lahko izboljšal, se ti omogoča, da svoje kompetence razvijaš. Na drugi strani je tudi za top management, moram reči, me je zelo presenetilo, da so dejansko Kitajci vztrajali na temu, lastniki, da si cilje postavijo tudi v zasebnem življenju, zato ker če jih imaš samo v službenem, potem vedno gre to na račun tvojega zasebnega življenja. Tako da Ta dejansko praksa mi je bila zelo všečna in zanimiva. Skratka, da mora top management imeti tudi na osebnem življenju in čas rezervirati za doseganje teh ciljev. To je najpomembnejše. Enako imamo pa tudi dejansko možnosti, ne vem, lahko da mladi imamo nekaj, včasih smo imeli akademije, zdaj temu se drugače reče, so neki puli talentov, kjer dejansko lahko potem in svojo novo idejo prideš in lahko predstaviš in potem zadnje tudi podporo dobiš in to se mi zdi. Pa da ne omenim to, da imamo telovadbo vmes, ki jo pa zaposleni vodijo za to, da tudi v proizvodnji dejansko se Kratke odmore, ne? Ja, Pa preventivne zdravniške preglede. Tudi, niti ne preglede, to dejansko pomeni, da zaposleni da en teden svojega dopusta, en teden mu firma podari, potem pa še vse terapije plačajo in je določeno število iz vsakega oddelka, vsako leto gre pač v dober skratka, da se energize, da se skratka. Ni na to na nas. Ana že malo preganja, mogoče še kratek komentar. Se jaz bom bil, Miha, Aleš. ker ste že toliko veliko povedala. Meni se zdi, da je ta COVID dal nek pospešek, zdaj posledično pa še trajnost. Ne. Mi upravljamo BTC City in res, ker smo pa šli med COVID-om v pisarno, ne. Če smo imeli to srečo, da sem lahko šel, vsaj kaj se mene tiče, jaz sem raje šel v pisarnika doma in je bilo pač mesto prazno, ne. Prazno mesto objektov, objekti so prazni, ni življenja, ptičke, če slišiš, no. Ampak to je pa tudi vse. In pol vidiš, da ljudje smo tista družba, ne. Ljudje damo tisto energijo, ali je to znotraj enega sitija, ali je to znotraj enega podjetja in za ljudje je treba vedno poskrbeti, ne. Predvsem bojo bili zaposleni, a pa novi zaposleni, ki prihajajo, še bolj zahtevni, pa tako, kot sem že zadnjič omenil, po pravici povedan, imajo prav, mi se moramo kot družba spremeniti, a pa podjetje se prilagoditi, ne na vsak račun, ampak v vsakem primeru pa moraš predvsem poslušati. Ne. In po drugi strani, kot sem rekel poslušati, kot sem samo omenil, jaz sem raje v pisarni med ljudmi, določeni so bili med COVID-om celo, so se fajn imeli doma, ne. Tako da ljudje smo vsi različni, ne. In to je treba dati v kontekst, v enačbo in na koncu nastaviti način, ki bo
deloval za vse, zato da uspešne podjetja na koncu uspešno poslovala. No. Tako da seveda ne za vsaka delovna mesta, odvisno na katerih delovnih mestih, nekje več, nekje manj, v vsakem primeru se bomo pač mogli prilagajati. No. Hvala. Sam bom pa zelo oseben. Jaz sem se letos nazaj vrnil v MSOR januarja, takrat je usporedno prevzela vodenje mizarstva tudi nova direktorica Barbara Šubic, mislim, da tamle sedi v 5. vrsti. In Barbara je predstavila 4 stebre njenega delovanja za prvo leto. Pri Barbari ni bullshitanja, kar ona reče, pa napiše, to zares misli. In eden steber so bili ljudje. A veste, koliko se mi je fajn zdelo? Ker ljudje so najpomembnejši del podjetja. In zdaj, pa še jaz osebno gledam, na svoje življenje, to je sistem. Sistem je sestavljen iz službe, iz mojih prostočasnih aktivnosti, kolikor jih je, imam otročke, pa ženo, pa vse. In ta sistem pač mora klapati, in poleg službe mora tudi klapati ta drug del. In če kjerkoli del sistema ne funkcionira, se pač ta sistem zruši. In glih danes je en tak primer bil, smo se z Barbaro, smo si glih prepisala sporočila. Pač dan zjutraj je prišlo, žena mi je pisala, ta mala je zbolela iz vrtca, ne more iti, jaz jo bom prevzela, sem doma, ne, ampak zdaj sem rekel, v redu, ni problema, jaz se bom opravičil, grem takoj, zdaj grem domov, zato ker žena bo za ono poskrbela, jaz bom pa druga 2 še razvozil okoli. Pač sistem mora klapati, ne, in to tudi v podjetju delamo, da ta sistem pri ljudeh, pri zaposlenih klapa. Tok. Ja, hvala vsem skupaj za res čudovite in navdušujoče misli. Za vse vas pa tudi povabilo, da naj bodo ljudje vsaj enako pomemben del trajnosti kot okolje in upravljanje in da bi v tem tudi gospodarske družbe oziroma delodajalci videli priložnost za to, da lahko spreminjamo tudi odnos ljudi do njih samih, pogled na svet, na delo in na naše okolje, zlasti pa tudi na zdravje, na njihovo lastno zdravje. Tako da hvala lepa.